A je to? A še kaj povedal? A greva ležet zdaj od zadaj? Po 147 letih spet na eno službeno pot v zrušen s fligelnom, tukaj iz Zagreba, najprej v Frankfurt, potem pa v Belgijo, v Bruselj, potem pa za volan ene nove Toyote, imenuje se pa, dober ime ima, če kako že, Highlander, oni sablam pa te fore. Znači, to je to, pojmo v luft, pol pa za volan. Testni avti so že pripravljeni, zdaj me pa čaka 2 do 3 ure testne vožnje. Lega je reba. Daj prelet pol sem, no. Kaj je ta prva stvar, ki bi jo izpostavil pri tem avtu? Kaj ti najprej pride na pamet? Da je res ogromen. Ampak fora je, ko Američani temu rečejo srednje velike SUV. A je to? A še kaj povedal? A greva ležet zdaj od zadaj? Ja, prostor je ena izmed prvin, ki jih ta avto obvlada, ne? Ampak pridemo do tega pol, jaz moram zdaj najprej spoznati se s to kabino, s tem okoljem. Drugače si opazil nekaj zanimivega, da je slika, ki jo ti vidiš na vzvratnem ogledalu, pravzaprav ustvarjena s kamero in potem projicirana na zaslon. Nič novega, ki pride do Toyota, predvsem pa je to dodatek ali pa funkcija, ki lahko kadarkoli tudi izklopiš. Aha, gužva. Super situacija, da odprem eno drugo temo. Highlander je sposoben, tako kot veliko sodobnih avtomobilov, ki so opremljeni z različnimi pomagali, z radarskim tempomatom in tako naprej. V takem primeru je sposoben prevzeti nadzor in pravzaprav vse skupaj odpeljati sam. Ti moraš imeti roke še vedno na volanu. Generalno gledano te on zadržuje znotraj voznega pasu, pospešuje, zavira in tako naprej. Malo pozneje se posvetim recimo tudi vmesniku zaslonu, ki je 12-palčen, ogromen, predvsem pa head-up zaslon je eden večjih oziroma prav veliko večjih se ne spomnim. No pa tudi head-up lahko v končni fazi izklopiš, ne? Pa se posvetiš izključno cesti, podatke pa bereš z instrumentne plošče. No zdaj sem se pripeljal pa v en manjši kraj, ki ga verjetno poznaš, imenuje se Waterloo. Torej, polno ime avtomobila, ki ga gledaš, je Toyota Highlander Hybrid. Highlander je pravzaprav SUV, ki ga pri nas, pa s tem, kar rečem, pri nas lahko zavzamem kar celo Evropo, poznam malo kdo. Ker do zdaj je bil vse rezerviran bolj za druge trge, ne? In tole, kar vidiš za mano, je že 4. generacija. Vse skupaj se je začel tam okrog leta 2000 in sprva je bil ta avto omejen, se mi zdi, da na Avstralijo, pa Ameriko, pa Japonsko, pa mislim, da se je pozneje pridružila še Rusija. Pravzaprav je Highlander ene vrste evropski Rookie, ampak se mi zdi, da se mu to ne pozna kaj dosti, zato ker Rookie se veš oznaka za novinca, za nekoga, ki je frišen, pa se še uči, no ta pa že kar precej stvari ve. Pa mogoče zanimivost, ne? Na Japonskem pa v Avstraliji se Highlander ne imenuje Highlander, zato ker pač Toyota ni hotela vzele hoditi Hyundaiu. To je drugače stara zgodba, ne? Ki sega daleč nazaj, ampak ena od izvedenk Hyundai Terracan je imela takrat ime Highlander. No in zato se v tistih koncih imenuje, pazi zdaj, Toyota Kluger. Povsod drugoč pa povsod drugod pa pač Highlander. In meni je ta ime fejst všeč, zato ker sem gor rastel v eni seriji There can be only one. Pa tudi en film sem dostikrat pogledal. Kdor ve, če ne pa pogugli, mi gremo pa naprej. Ok, zdaj pa najprej mere. Je hecen, veš, ko Američani pravijo, da je tole srednje velik SUV, ampak stari, Highlander je od spredi pa do zadaj ali pa v kontrasmer dolg 5 metrov. Pravzaprav je daljši celo od Land Cruiserja, ne? Pol veš, koliko je ura. Zdaj pa, če smo že vzeli v precep njegove mere, se pa hitro postavi vprašanje, čak malo, za koga je pa ta avto sploh narejen? To je pa zelo simpel. V osnovi za tiste ljudi, ki potrebujejo v svojem SUV-ju res veliko prostora, začne se že s kufrom, pa tudi tukaj bom navrgel en podatek, ki ti bo verjetno zanimiv. In sicer Highlander je v vsakem primeru, ne glede na to, katero izvedenko boš zbral, 7-sedežnik. Ampak tudi, ko je v uporabi vseh 7 sedežev, imaš ti še vedno 332 litrov prostora. Pa se pa lotaš sedežev podirati, pa narediš takole. Mimogrede, ne glede na to, katere sedeže podreš, vedno se spravijo v ravno dno, pa takole. No, pa imamo pa kar naenkrat na voljo 865 litrov. To so pa že kar besne cifre, ne? Pa Toyota se tudi hvali s podatkom, da ti položiš zadnje sedeže, ta osnovni kufer, če imaš ti 5-sedežnik, da je najdaljši med konkurenti. To se pravi, od roba prtljažnika do točno tega sedeža je 113 cm. Glej, kot ti mi rekel, jaz slonim zdaj orang čez rob, pa se komi dotaknem sedeža. Res je velik.
Pa če že govorimo o prostoru, pa o prelaganju le tega, ne. Sedeži druge vrste so drugače vzdolžno pomični za 18 centi, sploh jih pa lahko fejst pomakneš naprej, ker je treba potniku zagotoviti prostor, da gre v tretjo vrsto. In ker po enkrat tja prideš in si sedeš, veš, ga moram spet postaviti, namestiš, čak, prid z mano, pa tudi naslonjala tretje vrste so nastavljiva po naklonu, pravi, da je placa tukaj za odrasle. Ja, mislim, v osnovi to drži, imam dovolj prostora za glavo. Kot nogic je sicer precej nagor. Ne bom trdil, da bi si tukaj želel preživeti veliko časa, ampak če bi se pa rabo nekam odpeljati, predvsem pa za otroke, noben problem. Ok, gremo ven. Dobro, pa če že kažem drugo vrsto prilagodljivost prostor, velja omeniti, da ima ta avto 3-področno klimatsko napravo, da je druga sedežna vrsta lahko tudi, vidiš, 3-stopenjsko ogrevana. Dajmo zdaj to izklopiti, ker tega res ne nucam. Pa gremo še malo v prvo vrsto. Je čas, da ti pokažem, kaj vidi še voznik oziroma tisti, ki sedijo od sprede. Zaslon je ogromen, 12 palcev pa drobiš. Kar se vmesnika tiče, je prijetno prilagodljiv, poznamo tudi boljše, ki pride do odzivnosti. Ampak moram priznati, da je tukaj par funkcij, ki jih jaz pri Toyoti še nisem srečal. V tem trenutku imam jaz tukaj digitalno nastavitev za klimo na levi strani, pa lahko pol takole prevzame tisti, ki je na desni, ne. Pa imaš pa kup drugih prilagoditev, ki so v skladu s tem, kar ne bi kupec sodobnega avtomobila želel, ne. Je pa res, da grafično je pa, dajmo reči, nič posebenega, pa da imamo še nekaj lufta, da se zboljšamo. Je res? Mi je pa drugače silno všeč, da je okolje zasnovano preprosto, sicer zelo razgibano in v nobenem primeru ne morem trditi, da minimalistično, je pa zelo pregledno, intuitivno, stikala so velika, težko kiksneš in to mi je všeč. Gumb za volume primerno velik. No pa pojmo še čez preostanek kabine, to sprav klasični merilniki, na sredi digitalni, volan, tudi nekaj, kar stojoč že poznamo, torej na levi strani upravljanje menijev, na desni strani upravljanje s pametnim tempomatom, sredinski greben, 2 velika cup holderja, en razmeroma velik predal, pa potem ročica samodejnega menjalnika, nastavljanje voznih programov, potem imamo tukaj še vklop EV moda, pa trail moda. Trail recimo za nekoga, ki bi se spravil na teren, kjer je, dajmo reči, zelo spolzko, pa je potrebna optimalna regulacija navora, ko pride do razporejanja od kolesa do kolesa. Pa potem en ogromen predal tukaj, poglej, odpre se pa dvostopenjsko, najprej imaš tukaj površino, ki je namenjena brezstičnemu polnjenju telefona, pa potem lahko to umakneš oziroma dvigneš, pa se pa vse skupaj šele začne, tle sta grejo svežilni pijači, kaj je to? Je to voda. Voda se mi zdi. Ok, pa lahko tudi tole poličko umakneš, ne? Tukaj imaš pa še en res velik predal. Pa tudi sicer je uporabnost izdatna, ne? Tukaj imaš še eno poličko, da o predalu tukaj spredi ne govorim, je pa glede na velikost avtomobila precej majhen oziroma skromno odmerjen. Občutek v kabini, dajmo tako reči, vidi se, da se je Toyota potrudila ustvariti neke vrste približek ali pa celo premium izkušnjo. Tudi sestavljenost, materiali, kompaktnost, nimam kaj za reči. Je pa to stil, ki ga ni vajen vsak. Mogoče bi bilo fajn, da grem jaz v drugo vrsto, pa ti od tukaj pokažem, kako ambient deluje oziroma zgleda. Evo, poglej, šele od tukaj je res jasno razvidno, kako velik zaslon vmesnika je zares, kako velika so stikala in kako je vse skupaj precej nezakomplicirano, ampak obenem v tem sodobnem Toyotinem stilu, ki prije do arhitekture, do pristopa, do ergonomije in tako naprej. Zdaj stvari, ki jih še nekako velja izpostaviti, ampak verjamem, da to pri sodobnih avtomobilih mora že kar veljati, ne, dobro se razume z Android Auto, pa z Apple CarPlay, vse posodobitve se da narediti prek spleta, pa tudi varnostno je, dajmo temu reči, v stiku s trendi. Mislim, v Highlanderju najdeš vse sisteme, ki so prisotni tudi v drugih sodobnih Toyotah. Vam so implementirali drugo generacijo Toyotinih Safety Sense sistemov. Malo sem se tega že prej na cesti dotaknil, se pravi radarski tempomat, nadzor pred nenamerno menjavo voznega pasu, čekira premet, ko si v križiščih, britnje, pas nate. Pa še en podatek, ki bo mogoče še bolj zanimiv ratu, ki bom začel govoriti o 4-kolesnem pogonu, ne. Highlander je od tal oddaljen 20 cm. To je glih za 1 cm več kot pri Toyoti RAV4. Ok, zdaj pa pogonski sklop. Tudi tukaj lahko potegnemo veliko vzporednic med njim pa med RAV-om. Osnova je namreč bencinar. Prostornina 2,5 litra. Bencinarju pomaga pa elektromotor, ta je pa nameščen tukaj zadaj, praktično direkt na zadnjo os. Pa avto sam pogrunta, ne, kako bo razporejal navor tega električnega 4-kolesnega pogona. Dober primer je recimo vožnja po avtocesti, ko se pogon na zadnji osi zaradi večje ekonomičnosti valjda izklop, takrat avto ženeta samo sprednji kolesi. Kar se pogonskega sklopa tiče, gre za seveda hibridni sistem 4. generacije. Avto tehta 2 toni pa drobiž in Toyota obljublja 6,5
2,6 litra na 100 km. In v sklopu te testne vožnje sem se uspel približati obljubljeni številki, malo zato, ker sem se veliko vozil na cesti, ker je bila omejitev 100, pa potem nekaj časa 120, pa potem malo po Waterlooju. Tako da sem v povprečju celo 6,3, 6,4, pa pol 7,1, 7,2, ker sem peljal malo hitreje, pa je avto veliko stal, pa tako naprej. Gruntam, kaj še moram, da dan česa pozabil, to se pravi hibridni sklop, pogon. A ja, sistemska moč, 250 konjev, pa sposoben je potegniti do 2 tone težko prikolico. Ni največ v segmentu, ker vemo, da nekateri tekmeci zmorejo tudi zaradi bolj zmogljivih pogonskih sklopov potegniti do 3 tone pa pol, to je treba priznati. Čakam, da veter neha pihati, še malo. Evo ga. Ne, spet je začel. Okay, zdaj pa mislim, da sem bil dovolj izčrpan, jaz grem še en krog. Ker se pa voznih lastnosti tiče, zdaj kar malo kolovratam tukaj po tem parkirišču, ne. Noro dober, mislim, glede na to, koliko je avto dolg pa velik, tako se mi zdi, nisem šel mert, ima obrčalen krog. Jaz ga nisem šel zdaj v vinke terat, ker se mi zdi to en velik nesmisel. Ta prva stvar, ki jo pa ugotoviš, je pa to, da je kabina nadpovprečno tiha, da avto zelo, zelo dobro blaži. Nagiba se sicer velika, verjamem pa, da bi se še bolj, če ne bi imel tako nizkega težišča, za katerega Toyota pravi, da je eno najboljših, če ne kar najnižje v celotnem segmentu, če bi tile zidovi lahko govorili, ne? Kaj vse so slišali pa videli. Ok, nima veze. Zdaj pa tako, zapeljal bom na eno cesto, ki jo že precej dobro poznam in je, moram reči, fejst razrukana. In na tej cesti bo zelo dobro prišlo do izraza. Jaz ne vem, če se bo to na kameri videli, koliko tiho je podvozje. Malo se sliši, da se vozimo po luknjah, po lužah, ampak vibracije v kabino pa ne prispejo. In to se mi zdi daleč najbolj pomembno, ker od takšnega avtomobila je, kaj boš pa pričakoval? Mislim, poleg prostora pa da je varen. Ja, tudi je udoben, a ni res? Veš, to bi zdaj dober primer, ne? Ozka cesta, ki že v osnovi ne ponuja veliko, dajmo reči, udobja, ne? Bog ve, koliko je stara, pa priješ nekdo nasprot, pa se moš pa umakniti, pa sploh v luži zapelješ luknje in tako naprej. Tako, te glavne stvari se mi zdi, da sem povedal, o vožnji smo se tudi pogovorili, samo še cena nam ostane. Uvoznik, mislim, Toyota Slovenija prav, da naj bi bil v osnovi švoh 50, mogoče še celo malo manj. V Sloveniji bo pa kmalu, oziroma, ker ti tale vlog gledaš, je mogoče že pri nas. Februar. Škaj, jaz mislim, da je to. Dost bo za danes, jaz grem še en krog, a prav, lepo se mej. Adijo.